Še 2 vikenda imajo politične stranke čas za kuhanje volilnega golaža, filanje novinarskih rac in prodajanje političnih buč. Aprilsko vreme sicer piknikom ni najbolj naklonjeno, a to ni zmotilo kamniškega obračuna v Termah Snovik. Smo v kamniških koncih znani tudi po še kakšnih ljudeh, ki so v preteklosti metali puško v koruzo. Hvala Bogu smo to puško iz koruze pobrali, jo prijeli v roke in se borili za Slovenijo. Neimenovani Kamničan je seveda vsem znan. Marjan Š., ki pa je bil na tovrstne udarce pripravljen, svoje kulinarične zamisli je zato obogatil s priložnostnim sloganom. Prav ste videli, Marjan Šarec volivcem ponuja kokice s sloganom "V tej koruzi ni puške". Briljantno. Boljš bi bilo samo, če bi škrniclu dejansko bile puške. Je pa res, da so se puške v koruzi in drugih zimzelenih predvolilnih tem nekateri volivci nekoliko naveličali. Pisal nam je gledalec Jože, ki pravi takole. Spoštovani gospod Godler, zakaj na TV ves čas poročate o tisti puški v koruzi, po programih, v katerih vsi pišejo o zelenem digitalnem prehodu javnega zdravstva? Kaj pa kulturni program političnih strank, spoštovanjem gledalec Jože? Prav imate, gospod Jože, kultura je kar malce postavljena. Zdaj bomo skušali napako popraviti. Dajmo naslednjih nekaj minut preživeti s kratkim pregledom kulturnega programa na kongresih. Pa začnimo na že omenjenem taboru Nove Slovenije. Gospod Tonin, zelo graciozno. Upam seveda, da je mladenka, s katero ste tako zanosno sukali po plesišču, vaša soproga. V nasprotnem primeru ste najbrž morali nekaj noči prespati v vašem volilnem busu. Aha, ja, z režijem izporočajo, da je bila soproga. Super. Sicer pa je bil takšen kulturni program za Novo Slovenijo seveda pričakovan. Poglejmo pa zdaj na levi pol, najprej Gibanje Svoboda. Ok, Magnifico, zelo dobro in pričakovano. Magnifico je namreč prej podpiral Zorana Jankovića, Janković je podprl Goloba, torej je na nek način logično, da je za Goloba igral Magnifico. Pojmo zdaj na nedavni kongres Levice. Tudi tukaj v programu ne pričakujem presenečen. Prepričan sem, da bomo slišali Internacionalo ali pa vsaj Hej brigade. What the fuck? To so imeli sred Maribora. In kje je tu revolucionarni duh? Zdaj razumem, zakaj jih desničari zmerjajo s kaviar socialisti. Kot taki muski pač ne moreš jesti golaža ali pa pasulja brez klobase. Ampak ko smo že pri kulturnih programih političnih strank, mislim, da ne moremo mimo zmagovalcev minulega tedna. Povežimo Slovenijo, od tukaj pa do tam. Pazimo na njo, ena je, saj nočemo druga. Bravo, nepozabno. Dejansko nepozabno, do spanja ne dobim z glave tega hvala. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.